Spoštovani gledalci, drage gledalke, nahajamo se v osebnem laboratoriju dr. Marije Kandorfer, kjer bomo priča novim izsledkom na področju osebne in duhovne rasti ter razvoja človeka. Poglejmo, kako poteka njen eksperiment, s katerim nam želi pokazati, kaj se zgodi, ko se vse čakre odprejo in delujejo v harmoniji. Ja, gospa Marija, vemo, da ne morete zdaj govoriti, nam lahko zdaj vsaj s kakšno gesto ali pa mimiko pokažete, kje se nahajate. Aha, nasmehnila se je. Krasno. To je krasen prikaz, kako je iz varne in prizemljene prve čakre prestopila v drugo sakralno čakro, zato ta blažen nasmeh. Ja, eksperiment še vedno poteka. Opa, nekaj se dogaja. Neverjetno, neverjetno. Priča smo temu, kako je dr. Kandorfer združila odprto tretjo čakro s četrto čakro in se njena energija, moč in vitalnost združujeta z brezpogojno ljubeznijo. Kaj se bo zdaj zgodilo? Dr. Kandorfer je razprla roke. Nemogoče. Dragi gledalci, ali tudi vi vidite vijolčasti krog nad njeno glavo? To je živi dokaz, da so se in peta, grlena čakra in tretje oko združili in je gospa dr. Marija Kandorfer očitno v objemu razsvetljenstva. Čakajte, še nekaj se dogaja? Nekaj se dogaja, je to mogoče? A je možno? Dr. Kandorfer, a se vam res odpira tudi 8. čakra? A je to možno, dr. Kandorfer? Kaj ste uzrli? Povejte nam, kaj pomeni? Tralala, tralala. Gospa Kandorfer, povejte nam, pokamo od radovednosti. Ja, tudi 8. čakra se mi odprla. Odprla se je tudi 8. čakra, povejte, kaj ste uzrli? Smisel življenja. 8. čakra je za smisel življenja in kaj je? Povejte nam, umiramo od radovednosti. Biti preprosto tukaj in zdaj. Klepetati ob kavi. A bi kavico? Ja! Dobrodošli! Juhu! To je noro, ste videli to? Kdo je še videl 8. čakro? Bravo, bravo! Bravo, draga moja, res krasno. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj pa razlož malo do tem, kaj se je dogajalo, da ne bo spet Bili smo v tvojem osebnem laboratoriju, kjer smo se igrali. Je res. Spet smo se igrali za začetek, da nekako skeč uporabiva za izhodišče najinega klepeta ob kavi. Je res? Ja, ker bomo danes govorili o tem, kako zmasirati dušo. Yes. Čeprav to me pravzaprav res zanima, kako nam boš, jaz uživam v masažah, ne? Ampak kako pa dušo zmasirati, to pa še nisem slišala zdaj, ne? A ne, da nisi slišala, čeprav po moje počneš to vsak dan. Jaz sem si pa tako nekako zamislila ta izraz uporabiti, zato ker pač pri svojem delu v osrečevalnici v bistvu negujemo dušo in znotraj te nege se na nek način s klienti dogovarjamo o različnih tehnikah in načinih in oblikah pravzaprav masiranja duše, zato ker, kot že vemo, mnogi med nami, hvala za kavo, hvala za smisel življenja. Smisel življenja. Za tukaj zdaj in klepet ob kavi. Smisel življenja je ležanje na plaži. Na plaži, ja. Na plaži. Sem bolj kravica pa trava. A ja, na travi pa to, ne? Ja, tako da, ja. Lahko ti podarim samo ljubezen. Tukaj in zdaj, ne? Ta je tudi lepa. Ta je tudi lepa. Ta je zelo lepa. No, zdaj pa Silvija, ne zapusti me, pa mi povej, kako zmasira dušo. Torej, tako kot sem prej uvodoma rekla, ne, naša duša je v bistvu naš jaz. Ne. Večina med nami se na nek način že dobro zavedamo oziroma
spoznavamo, da je tisto, imam dušo, pravzaprav nekako nerodno povedano, ker smo mi sami duša in da naša duša na zemlji, ne, na nek način svojo zemeljsko izkušnjo doživlja skozi kompleten psihični aparat, skozi telo, misli, čustva in intuicijo. Ne. Torej, na nek način, zato da si lažje zapomnimo ali pa da lažje vstopimo v to nego duše z zavedanjem. Kajti, kot sem ti prej rekla, v bistvu jo masiraš vsak dan, samo mogoče temu ne rečeš tako. Sem nekako izhajala iz te številke 7, iz te pravlične številke 7, simbolično zelo močne, iz naših 7 čakr, ne glede na to, ali mi verjamemo v čakre ali ne, čakre obstajajo. In iz nekako 7 dni v tednu, 7 planetov, ker sem prepričana, da vsak med nami, ko sebe bolje spozna in si pomaga tudi z razumevanjem sebe, tudi skozi astrologijo, žal mi je, da Jasmine ni ta trenutek tukaj, bi se mogoče pridružila tudi z nečim svojega področja, da takrat lahko sebi ponudimo tisto, kar si najbolj želimo, kar si torej naša duša najbolj želi. In zato sem razdelila predloge, namige, ideje v teh 7 dni, ne glede na to, kdaj bi začela recimo ti zavestno svojo dušo negovati in masirati, ali začneš v ponedeljek ali v sredo. Fajn je, da se nekako skozi teh 7 korakov približujemo svoji duši in jo nežno masiramo in ji dovolimo, da v celoti, v polnosti, z vso strastjo do življenja zaživi. Prvi korak. Ja, predkorak. Predkorak. Celo predkorak, mama. Okay. Torej, to sem zdaj ugotovila v bistvu. Da je predpogoj dejansko se zaveda, da vse, kar počnemo v življenju, z naravnanostjo moram, ne smem. Se pravi, nečesa ne počneš zato, ker misliš, da ne smeš, ali pa moraš, ne pa iz srca, takrat delujemo proti duši. Proti duši? Proti duši delujemo. Takrat živimo samo iz glave, se pravi iz racija. Ja, ampak se veš, kako je, ne? Ja, mnogi rečejo, moram iti v službo. Ja, in se pravi, to je točno to mora. To. Ja, in to je točno to. Če rad greš v službo, duša popolnoma drugače živi, zaživi, je prebujena, na polno se skozi to zemeljsko izkušnjo izraža. Če pa greš zato, ker moraš, ker misliš, da moraš, si ujetnik nekih programov v glavi, potem si pa na pol živ, pravijo, ne? Ali pa pač nisi srečen oziroma si nezadovoljen. Ne? Jaz, ko grem v pisarno, zmeri rečem, da se grem igrat. Recimo, evo, krasno. To je ta odnos do vsega, kar počnemo, ker življenje je glagol, o tem smo govorili in je skozi v nenehnem spreminjanju. In naše duše, ne, ali pa rečemo temu naša duša, tako da bova danes lažje se pogovarjali, pa bolj preprosto, si svojo pot skozi življenje utira tako kot reka, na svoj način. Ne? Ona si svojo pot na vsak način želi sebe izraziti. In kaj se zgodi, recimo, če živimo enostransko, torej, če živimo pod temi morati, pod bremenom ne smeti, tako kot drugi rečejo, kaj se zgodi, kadar mislimo, da je življenje samo zadovoljevanje potrebi želja egu, kaj se zgodi, kadar mislimo, da je življenje samo perfektno in pozitivno in nasmejano, da bi bilo treba vse doseči z lahkoto, brez bolečin. Kadar živimo tako enostransko, oziroma želimo, da je tako, ne da živimo, želimo, se duša upre. Zato, ker ona ljubi vse, noč in dan, bolečino in užitek. Na ta svet, ne, oziroma na zemljo smo prišli, da presežemo dualnost. In res je, da smo v istem prostoru in v istem času na eni zemlji, ampak svetov je toliko, kolikor je nas. In se upre ponavadi te težnji, da bi bilo vse perfekt, pa vedno skozi nasmejanost, kakšno depresijo, anksioznostjo, tudi napadi panike, da o drugem niti ne govorim. Se pravi, kadarkoli pride naša duša v našo dušo, v nas,
pride depresija, če vzamem depresijo za primer, vprašajmo se, s čim pretiravamo na drugi strani, znotraj sebe, znotraj svojih hotenj in naravnanosti. Sam potem pridemo do tega, da imamo vsi bipolarno motnjo. Seveda imamo. Jaz mislim, vsi imamo tudi bipolarno motnjo, odvisno je od termostata, ki ga znamo, s katerim znamo upravljati. Ampak kako pa zdaj najdete ta termostat v glavu? Spoznavanjem, vedno je ta predpogoj, sebe spoznavati, opazovati, delati vsakodnevno nego duše. Duša ljubi spoznavanje, ne? Duša je radovedna, je po eni strani radovedna, hoče vse izkusiti, jo zanima prepovedano, ljubi nove ideje, sveže ideje. Po drugi strani sočasno, ne pozabimo, da živimo na zemlji v svetu dualnosti, da rečem, ima pa rada tradicijo, nič novega, rada lenari, se upira spremembam. Torej, če želimo iti onkraj dualnosti, začutiti svoj pravi jaz, svojo dušo, potem si moramo v osnovi dovoliti oboje. In nekako, kot je Košir pel, včasih smučam hit, včasih pa počas. Se opazovati skozi to potovanje. Tako da, prej si me nekaj vprašala, kako? Najdete zdaj termostat v glavi. Ja, ta termostat, ja. Da biti zmeren, oziroma ne da biti zmeren, da presežeš to realnost. Se gre samo za preseč, ja. Kjer dejansko si čist na tleh, pa se ti nič ne da, pa si čist v depresiji. Sprejmeš. In ko si Točno tako. Ko zapravljaš to, poješ vse, kar pride pod roke. Poln si nekih idej, ja. To. Kako presežeš v bistvu to? Tako da sprejmemo oboje. Se pravi, ko pride depresija ali pa ta občutek, da si down ali pa da si low energy, tako kot radi zdaj govorimo v pogovornem jeziku, ko pride ta moment, ga sprejmeš. Kaj to pomeni? Da potem greš pod kovter, pa te ni ven 10? Če ti tako srce veleva, naredi to. Tukaj nastane ta diskrepanca med tem, kar bi srce rado, se mogoče uleglo, jokalo, žrlo čokolado in se samo sebi smililo, in med tem moram, ne smem biti tak, ne smem biti ranljiv, ne smem si dovoliti, da sem down, ampak moram biti skozi, moram zdaj delati, moram zdaj izpolniti obveznosti. Se gre za sprejeti sebe tudi v najslabših svojih trenutkih? Absolutno. Jaz ves čas govorim o tem, da sprejemanje sebe pomeni sprejeti se točno tak, kot si v tem trenutku. Ko se začne da ne rečem samo raziskovanje, ker ne želim, da izpade to kot nek znanstveni eksperiment, ampak to opazovanje. Sprejmeš se, potem pa gledaš tisto, kar duši paše, kar tebi paše, in s tem, ko to počneš, tudi živiš v harmoniji s svetom okoli sebe in seboj, to brusiš. Tisto, kar duši ne paše, pa poskušaš transformirati v neko nasprotje, o tem smo že govorili. Ta občutek, da smo nemočni in ranljivi, je v bistvu, da je to negativno stanje, v bistvu smo to povzeli od odraslih, ker se rodimo v svet, ki pogojuje naše življenje, oziroma to, v kaj se spremenimo, in premnogokrat družba zahteva od nas, sploh kar se tiče telesa in racija, da smo identificirani zgolj s tem. Jaz sem moje telo in moje misli. Zanemarja pa vse druge vidike te čudovite sestavljanke, ki se ji reče duša. In tukaj so emocije vseh svojih nijansah, tako vseh pasov. In tukaj je intuicija in tukaj je potem še naš višji jaz in vsa ta povezanost. Ni da ni. Ni da ni. Torej, tako nekako za neko lažji namig, ali pa bolj oprijemljiv namig, kako vsak dan nekaj narediti zase, vključujoč pri tem in skrb za telo in za svoje emocionalno življenje, za reprogramiranje miselnih vzorcev, ki nam škodujejo na poti do bolj polnega življenja. Sem mislila, da bi tako skozi tabo šla skozi dneve, začevši s ponedeljkom. Ok, ponedeljek, hitro. Recimo, ponedeljek. Rada delaš z vrtom. Na vrtu. Seveda. Torej, ponedeljek je lahko krasen, ker nekako tudi pokriva prvo čakro, to neko prizemljenost, varnost, občutek povezanosti, je prekrasen za delo na vrtu, če si zemeljsko obarvan. Lahko pa se seveda pogovoriš s starši.
če so živi v živo, če so pokojni v mislih, brez obotavljanja in tistega ego stanja, da si jeza na njih. Ampak se v bistvu z njimi pogovoriš tako, v miru si vzameš čas in jih vprašaš za neko mnenje, za nek nasvet, potem pa ga samo vključiš v svoje razmišljanje, poznavajoč sebe. Torek. Dnevnik. Vsakdo med nami, ne glede na to, je v šoli rad pisal ali ni rad pisal, si lahko piše dnevnik, ki si zapiše ljubeče misli o svojih ljubljenih, o sebi, ne pozabimo na sebe. Lahko pripravi nek tak poseben erotičen večer za svojo ljubljeno osebo, da s tem nekako se malček podružimo in odpremo tudi drugo čakro, sakralno čakro, ki pokriva, kot vemo, seksualnost, emocije in ta občutek, da se... Zelo je pa dobro, recimo, jeti do kakšne vode, se sprehajati ob vodi ali pa v banji pod tušem, si dati duška in svoje čustva sebi nekako pustiti, da grejo ven direktno iz srca, brez cenzure. Svaditana. Tako, ja. Sreda, druženje s prijatelji, ta neka... ali pa tretji dan, nek dan, ko se odločiš, da boš delal na svoji samozavesti, da boš svojo samopodobo ojačal, da boš opolnomočil svoj notranji... Pa rumen pulover daš gor pa zmagaš. Recimo tudi to, notranji vir moči, vitalnosti, energije. No, še preden gremo na četrtek, petek, soboto in pa nedeljo. Ja, lahko pa tudi preskakujeva, kakor hočeva. Pa dajmo si pogledati, kakšen je pa današnji trening osebne rasti, ki smo ga mi pripravili. Dajmo pogledati. Če rečemo, dragi gledalci, dajte si za četrtek, petek in soboto sami nekaj dobrega spomniti za svojo dušo. Delajte to, kar vaša duša želi, brez strahu. Recimo, da je nedelja 7. dan, ki ga preživimo... Gospodov dan. Gospodov dan, tudi če bo za vas to sreda, recimo. Ampak ta 7. dan naj bo Gospodov dan, ki ga preživite na način, da dejansko naredite tudi kaj prepovedanega. Mogoče kaj nagajivega, kaj igrivega, da enostavno pustite, opazujete, kaj si želite in v skladu s tem potem dan izpeljete do konca. Če se le da, z opazovanjem tega, tukaj in zdaj. Takole, no, hvala lepa, kot pa ste v osebnem treningu videli danes tudi močan trening, ki sicer, da se znebimo občutka manj vrednosti in da dejansko začnemo spoštovati in ceniti sebe, kot sva že govorili, enostavno, da se sprejemamo. Tako je. Kako se sprejemati je pa več načinov. Priporočam pa tudi pomoč raznih terapevtov, svetovalcev, zaupnikov ali pa negovalke duše na vse zadnje, kot sem jaz. Negovalke duše. Negovalke duše. Ja, saj je zanimivo, za lase gremo k frizerju, za nohte gremo manikerju. Za fit telo hodimo na razne. Tako, na razne naprave in vse ostalo, kam pa hodimo malo svojo dušo razbremeniti. S tem, da telo je tudi v bistvu naša duša, da prebivamo v njej, se pravi, je nek naš dom. Ampak te druge plati in ravni. Druge plati in ravni, ja. Odlično, najlepša hvala. Silvija, evo, v nadaljevanju pa za vas na TV3 Medias nova oddaja, povsem nova in verjamem, da vam bo všeč. Dajte ji priložnost, oglejte si jo, en tak fini fant bo tudi z vami v vaši vlogi oziroma v vlogi voditelja. To je oddaja Moj dan, ki jo boste lahko po novem spremljali pravzaprav vsak delovnik po oddaji Klepet ob kavi. Klepet ob kavi pa po novem tudi ob nedeljah. Marsikaj novega se dogaja. 7. dan. Ja, 7. dan, Gospodov dan, malo bolj lahkotne teme. Tako da vse to in še več, tale teden pa v našo družbo prihaja izumitelj svetovnega kova Peter Florjančič, tako da ne zamudite tudi tega in naj vam bo svet lep.